Zelena puščica za zavijanje desno pri rdeči luči. Rešitev za hitrejši promet ali nevarnost za pešce in kolesarje? Prometni znak, ki je pri nas v uporabi od leta 2021, se je hitro razširil po državi, stroka pa zdaj opozarja, da takšno zavijanje lahko povečuje varnostna tveganja. Zato predlaga, da bi tudi Slovenija sledila številnim tujim mestom, ki to prakso že ukinjajo. In kako dobro vozniki sploh vedo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko pri rdeči luči zavijajo desno. Denis Malačič. Žiga Breznik, ki je po prometni nesreči pristal na invalidskem vozičku, danes po mestu pogosto uporablja tudi ročno kolo. Opozarja, da vozniki pri zavijanju desno ob rdeči luči pogosto pogled usmerijo predvsem proti avtomobilom z leve. Jemljajo prednost avtomobili pešcem in kolesarjem oziroma stojijo tudi na prehodu za pešce, ko imajo kolesarji in pešci zeleno. Za eno izmed bolj problematičnih križišč z možnostjo zavijanja desno pri rdeči luči v Ljubljani velja križišče Riharjeve, Barjanske in Ziherlove ceste. Smo v neposredni bližini osnovne šole Trnovo na eni strani, imamo dom starejših občanov, kar pomeni, da imamo koncentracijo nemotoriziranih in ogroženih uporabnikov prometa. Najpogostejše napake voznikov so napačno razumevanje znaka kot prednosti oziroma obveznosti zavijanja ter nepoznavanje pravil. Moš biti prepričan, siguran, da je frajne. Moš pogledati na prehodu za pešce, pa ne vem, na prednostno cesto, če zavijaš, moš gledati. Veste, to je zdaj pa tako ratalo, odvisno od šoferja, kako si predstavlja. Pri nam vidim na Jurčkovi je vse zelo drzno, posebno mlajši. Ja, vse drvijo do nezavest. Sam pogasil. Pri zavijanju desno ob rdeči luči se morajo vozniki najprej popolnoma ustaviti, preveriti promet ter biti še posebej pozorni na kolesarje in pešce, ki imajo prednost. Zavijanje v desno pa je dovoljeno le, če je manever varen. Naš predlog je, da se v celoti tak ukrep opusti in da se križišča, ki potrebujejo tako ureditev, uredijo z obstoječimi drugimi merili, kot so zelena puščica na semaforju ali krožišče ali kaj tretjega. Na Direkciji za infrastrukturo poudarjajo, da zelene puščice postavljajo le tam, kjer to dopuščajo prometno-varnostne presoje. Eno takšnih ureditev so v Metliki zaradi varnosti pešcev že ukinili. Na državnih cestah pa je trenutno 9 takšnih križišč. Če je vse prazen, pa desno zavijaš, a ni to fajn. Na Ministrstvu za infrastrukturo sprememb zakonodaje za zdaj ne načrtujejo, posebnih težav ali povečanega števila nesreč ne zaznava niti policija.